zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vitka! Kar naporno, ne? Tele igre z žogo so pa res, ha? Saj so super, ampak Si pa kar utrujen potem, ma ne? kako je bilo fino spet s prijatelji se igrati. Sploh ga nisem pazil. Saj tudi jaz, poglej ga. Mora pa bolj potiho govoriti, da ga ne spotiva. Ja, da se ne bo prebudil. Je malo zadremal. Ja, glej ga, kako je luškan. Ja. Kaj je, a misliš, da se je on tudi žogo igral? Ne vem, zakaj je tako utrujen. Čakaj, saj ne vem, ali je kaj narobe z njim? Miha? O, a vidva sta? Si spal? Ne, samo poslušal sem zvoke in se mi je zdelo nekaj, da slišim, ampak nisem vedel, da sta vidva. Ja, Ja, poslušal si zvoke. poslušal sem zvoke, ki so okoli nas. Joj, kako to mi včasih zapaše in prisluhnem okolici. Poskusita tudi vidva, veste, kako je fino. Res? Ja, Kako pa narediva to? nič, samo sprostiš se, Ja, vdihneš in prisluhneš okolici. no pa dajmo. Ja. Wow, kako je res to prijetno, da se takole umiriš, mi da so bila prej. Vsa razigrana ja. in glasna, ko sva bila zunaj, pa sploh nisva slišala Ne, teh teh zvokov. rahlih in lepih zvokov. Lepo, kaj ne? Včasih je prav lepo prisluhniti zvoku. Pa vidva sploh veste, kaj je zvok. Ja, Ja, to, kar slišimo. ja. Ja? Tako. Zelo površinsko si povedal to, Marli. A sta zada vama jaz razložim več o zvoku. No, daj no. Seveda, vse vedi Miha. Z največjim veseljem vama povem vse, kar vem. Prisluhnita. Zvok zaznavamo s čutilom za sluh. To so ušesa. Zvok od predmeta pride v uho in potuje vse do možganov, ki razvozljajo, kaj smo slišali. V bistvu se naučimo prepoznavati različne zvoke že od rojstva. Ja, na sprehodu slišimo mjavkanje in naučili smo se, da je to zvok in da se tako oglašajo muce. Ja, in če se na dvorišče ali mimo nas pripelje avto, ni potrebno, da ga vidimo, saj ga prepoznamo po zvoku, ki ga oddaja. Zanimivo, kaj ne? Ja. Tudi v množici različnih glasov prepoznamo glasove svojih družinskih članov ali prijateljev, vzgojiteljice, učiteljev in vseh, ki jih poznamo. Saj so si možgani njihove glasove vtisnili v spomin. Prepoznamo tudi zvoke inštrumentov, naprimer kitare, pa trka kozarcev, ko nazdravljamo, a ne? In vemo, kdaj je dala mama prat perilo, a ne? Saj poznamo zvok pralnega stroja. No, možgani nam v bistvu posredujejo informacijo, kaj slišimo. No, pa si poglejmo, zakaj nastane zvok. Zvok nastane zaradi tresenja.
oziroma nihanja. Sedaj bom pa jaz to lepo po šolsko razložila. Ok, pa gremo po šolsko. Prvo vprašanje se glasi: ali ravnilo lahko slišimo? Položenega na mizo zagotovo ne. Ampak če ga pa takole zatresemo, to pa oddaja nek zvok. Pravzaprav ne slišimo ravnila, ampak slišimo zvok, ki ga ravnilo oddaja. In ta zvok oddaja zaradi nihanja. Ravnilo zaniha, nihanje se prenese na zrak in zrak to nihanje prenese do naših ušes. Ravnilo slišimo, dokler povzroča nihaje, torej dokler se giblje. Podobno je z glasbenimi vilicami. Ko udarim, se zatresajo, tresljaji se prenesejo na zrak, ta pa pride do naših ušes in mi slišimo. Nihanja pa ne vidimo tako, kot ga vidimo pri ravnilu, saj so vilice zelo hitre. V eni sekundi zanihajo kar 440 krat. To je to, kar tu piše. 440 hercev. 440 krat levo in desno v sekundi. Tudi če dam na slow motion, je moja kamerca čisto prepočasna. Da pa glasbene vilice res nihajo, pa si bomo pomagali z vodo. V počasnem posnetku vidimo, da če udarimo po glasbenih vilicah in jih pomočimo v vodo, voda šprica na vse strani. A, sta videla, ja? No, a ste vedeli? Torej, zvok nastane zaradi tresenja predmeta ali dela predmeta. Zvok se širi po vseh snoveh, po zraku, po vodi, lesu, kovini, plastiki. Potuje po plinih, po zraku, tekočinah in trdnih snoveh. No, pa ponovimo še enkrat. Uho je čutilo za sluh. Uhelj ulovi zvok in ga usmeri po sluhovodu do bobniča. Torej, zvok se širi po zraku do naših ušes, uhelj ga ulovi in ga usmeri tukaj v tole cevko, to je sluhovod, vse do bobniča in bobnič tukaj zaniha. Zvočni tresljaj potuje naprej po notranjem ušesu vse do možganov in nato ti razvozlajo, kaj slišimo. Vsi pa nimamo te sreče, da slišimo. Ljudem, ki ne slišijo ali pa res slabo slišijo, pravimo gluhonemi. A k sreči so razvili tudi govorico zanje, da se lahko sporazumevajo. Znakovne abecede. Znakovne abecede sta se enkrat že naučila Tjaša in Marli. Ja, s Charliem sva se naučila. Ja, točno. Ja, točno s Charliem. No, pa si poglejmo še enkrat. Gluhi in naglušni so tisti, ki ne slišijo ali pa ne slišijo dobro. In oni so izumili svojo abecedo in sicer se imenuje znakovna abeceda. In danes bova tudi midva vam pokazala znakovno abecedo. A, B, B, C, Č, Č, D, E, F, F, G, H,
J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, in Ž. Čarli, Ja, Tjaša. a bi znal sedaj znakovno abecedo pokazati, kako ti je ime, tvoje ime? Najbrž bi. Kaj pa ti? Ja bi se potrudila. A bova poskusila? Ja, dajva. Kdo bo prvi? Bom jaz. Nadalje. Č, A, R, L, I, O, bravo, Čarli. Kaj pa ti, Ha, Tjaša? da poskusim. Ne bo tako, tako bo. T, J, A, Š, A. Bravo, uspelo ti je. Dober. Otroci, poskusite doma tudi vi. Pa dejte poprašati tudi vaše starše, če tudi oni zmorejo. Lahko se tudi posnamete in nam pošljete posnetek vašega imena v znakovni abecedi. Ja, še dobro, da so izumili tudi to. Kaj ne, da se Abecedo. lahko sporazumevajo. Zanimivo, ja. In je pa kar zahtevna, kaj ne? Ja. Ja. Pak, veš kaj, imam pa en predlog. Ja. Ker zdaj vemo, od kje zvok prihaja in zakaj ga slišimo, ali bi šli poslušati zvok ene lepe glasbe, pa malo zaplesati. Super. O, kakšna dobra ideja. Odlično. Marli. Jaz sem za. Gremo. Pa Pojdimo. Tjaša in Marli, Ja? koliko sta kaj vidva hitra? bolj kot polžek sem jaz. Ne mislim, kako hitro tečeta in kako hitro se premikata, ampak kakšni so vajini refleksi. Kako hitro lahko umikata roke, a morda poznata igro hitri prsti. Ne? Ne, no, naj vam razložim. Igra hitri prsti se igra tako, da ti, Tjaša, stegneš tvoje dve roke. Ja. Jaz pa te bom od spodaj žgečkal Aha. in v nekem trenutku te bom po prstih. Ampak ti jih moraš hitro umakniti. Se pravi, ne smeš me. Ne smem te zadeti. Zadeti. Če te zadanem, potem imam jaz na vrh in ti mene od spodaj žgačkah in spet potem po prstih. Dobra, ja, hitri Zanimivo. prsti. A greta naprej vidva? Da, dajva. No, da je tako. Boš kričkal? A povej. Ti. Ti, Jaz evo, počakam, Tjaša. dajva, dobro, da vidimo, koliko hitre prste ima. Pa gremo. Bravo! Poglej ga. Aha, se Bravo. pravi, sem še vedno jaz potem, ne? Zadela. No, sedaj pa ti. Uh, To pa ni bilo žgečkanje. aha. Kaj se tako bojiš? Bojim se tako. Bravo! Tako na hitro. Gremo še eno. No, daj. Da vidiva, kdo bo zdaj. Se pravi, zdaj pa ti daj meni, da vidiva, kdo bo. Kdo bo prvi zadev? Marli, a veš, ker zdaj je bilo 1-1. Ja? Jaz tebe nisem zadela, zdaj da vidiš še ti dobro. mene. Pazi ga. A, še vedno 1-1. Daj. A ja, Bravo, Marli. Bravo. zmagovalec. Zmagovalec. Super. Evo, otroci, igrajte se tudi vi, žgečkajte si in probajte, kako so vaši prijatelji hitri, kako imajo hitre reflekse. In pa pazite, da jih ne dobite po
prsti. Ja, tako bodite nežni, ne preveč, a ne? Ja. Ja. Se vidimo in lepo se igrajte. Hey, Hej. are you up for a quiz? Rada imam kvize, če sem za kviz. Aha, super. Okay. Now, if you go out for a walk in a forest, what can you hear? Aha, če grem na sprehod v gozd, kaj slišim? Ja, slišim petje ptic. Sounds of the birds singing. Very good. Okay, what can you hear when you go out? When you go and watch airplanes at the airport, what can you Če hear? grem na letališče, lahko poslušam, kako letala vzletajo. So you can hear the sounds of airplanes taking off Sounds of airplanes taking off. and landing. Aha, in ko pristajajo and landing, ja? What can you hear when you go to the zoo? Če grem v živalski vrt, tam pa veliko slišim. For example, Veliko zvokov živali. sounds of animals such as monkeys, Ja, opice se oglašajo. seals, Ja, morski levi. yes, Ja, slon. elephants, Trobi, ja. Kaj še lahko slišiva? birds and parrots. Parrots, cakadoos. And Ja, like te that. papige, ne? Ja. So zelo glasne tudi tam v živalskem vrtu. Okay, now tell me, what can you hear when you talk to me and Miha, the bear? Če z vama govorim, kaj slišim? Ja, vajne glasove. Yes, our voices. Voices. Ok, razumem, kaj mi hočeš povedati. Yes, there are sounds and there are voices. To so zvoki in glasovi. Tako. I mean, you're right. Okay, now, Tjasha, can you tell me, how do you say zvuk? Sound, How do you say glas? voice. How do you say, a me lahko slišiš? Can you hear me? Very good. You passed this with flying colors. Congrats. Thank you. Ste že kdaj videli ježka v živo? Kako so luškani. Ampak danes bomo pa mi ustvarili ježka iz krompirja. To ima zagotovo vsak od vas doma. Potrebujemo torej krompir, zobotrebce, oči, ki jih lahko izdelamo tudi sami iz papirja, in pa eno pisalo, da mu bomo narisali še usta, ker to bo veseli ježek. Kako pa to naredimo? To je pa res tako zelo preprosto. Vzamemo krompir, teli zobotrebci pa bodo predstavljali, kaj ima ježek? Bodice, tako. In kaj to naredimo? Samo napičimo bodice v krompir, takole. Kakšen je? A vam je všeč? Seveda mu manjkajo še očki. Morda pa bi bil lepši, če bi imel na tej strani oči. Zato bom popravila. Našemu ježku prilepimo še oči. Tako, da že gleda in ker je zelo vesel, ker bo nabodel veliko jabolk in hrušk, mu narišemo še vesela usta, kot tudi noska, našežek, se gre kotaliti. Seveda pa iz krompirja in pa iz
zobotrebcev lahko ustvarimo tudi kaj drugega. Ježka smo naredili, lahko pa naredite tudi kakšno drugo žival ali pa kakšnega strička, prerežete krompir na pol ali pa dodate kakšno korenje. Kar naj domišljija pokaže svoje. Abeceda je gospa, ki se s črkami igra, in ko se zvečeri, prešteje, če so vse doma. Abeceda je gospa, 25 črk ima, in če ena se izgubi, zmešnjava prava se zgodi. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, nato še Ž. In če ena se izgubi, zmešnjava prava se zgodi. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, nato še Ž. Abeceda je gospa, 25 črk ima, in če ena se izgubi, zmešnjava prava se zgodi. In preplah ni zaman, naš dan je s črkami obdan. Kdor se črk nauči, prijatelj je z besedami. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, nato še Ž. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, nato še Ž. Tako, danes pa sem se odločil, da vam pokažem en takšen zelo čaroben, magičen trik. A ste pripravljeni? Vaša naloga je, da samo dobro našilite vaše oči in da zelo, zelo dobro opazujete. Kam bo izginila tale moja žogica, ki sem si jo naredil iz alufolije? No, pa dajmo. Za začetek bomo dali žogico pod sredinski kozarček in sedaj samo dobro opazujete, kje je žogica. Velja? Tako. Pa damo kozarček malo v levo, pa malo v desno, pa še enkrat zamenjamo, pa še drugič zamenjamo in zamenjamo še tretjič. A veste, kje je žogica? Ali se vam samo zdi, da veste? Prepričan sem, da vsak izmed vas, ki je zelo, zelo, zelo dobro opazoval, je prepričan, da se žogica skriva v sredinskem, pod sredinskem kozarčku. Kaj ne? Ampak poglejte! A vidite? Je ni? Kje pa mislite, da je žogica? A mislite, da je pod levem? Je tudi ni. Kaj pa pod desnem? Zagotovo je pod desnem, kaj ne? Pa je tudi ni. Ja, kam pa nam je šla ta žogica? Dajmo še malo primešati. Prav, še enkrat. Dajmo malo v levo, pa malo v desno, pa še malo v levo. Tako. Pa rečemo čarobno besedo hokus pokus. In poglejmo, v katerem kozarčku se skriva žogica. A mislite, da je v tem? Kdo je? Roke gor. A si prepričan? Je ni. Bom kar tako naredil. Odpremo kozarček. A mislite, da je pod temle? Kdo tako misli? Tudi tukaj je ni.
A mislite, da je pod sredinskem? Ste prepričani? No, pa poglejmo. Pa res! A ste videli? Pa smo jo pričarali nazaj. Najbrž ne veste, kako mi je uspelo, a ne? Ampak vam bom sedaj povedal. Poglejte, za tale trik potrebujete 3 papirnate kozarčke. Lahko so tudi plastični, lahko so večji, lahko so še manjši, po želji. Čeprav predlagam, da uporabite papirnate. Zakaj? Zato, ker na enem kozarčku s škarjami zarežete, da se vidi takšna odprtina, vidite? Mečkeno škarjami zarežite, vam bom pokazal kako. Čisto malo, tako kot imate prazen kozarček, čisto malo, recimo 2-3 cm škarjami zarežite, pa še na drugi strani, da boste dobili takšno odprtino. Kajti, ko položite, pokažem iz te strani, lonček pod vašo, lahko uporabite tudi na žogico za ping-pong, na mizni tenis, lahko si naredite žogico, kot sem si jo sam iz alufolije, sam rad recikliram. Alufolijo ima vsak doma, lahko naredite takšno mini žogico in vidite, ko položite žogico oziroma kozarček, ko položite pod žogico, lahko potem s pomočjo odprtine, ki ste si jo naredili, z enim prstom zagrabite žogico in ko dvignete kozarček, bo žogica izginila. Sedaj pa še pokažem, kako sem naredil to čarovnijo, ne? Se pravi, imamo 3 kozarčke, imamo žogico. Žogico položimo pod sredinski kozarec, tako je najlažje tudi opazovati občinstvu, kje je žogica. Potem malo prestavimo v levo, pa potem še v desno, pa še enkrat ponovimo, lahko ponovite 2-krat, 3-krat, lepo ponovite počasi, da bo občinstvo spremljalo, kje je žogica in potem največja čarovnija, ko jih boste presenetili, ko bodo vsi prepričani, da je žogica pod sredinskim. Spomnite se, položite prst ali palec, dvignite in vsi bodo prepričani, da je žogica od spodaj, ampak jo ne bo. Tako, potem jim pokažete tudi ostala 2, lahko še malo premešate in na koncu pa le, ko boste dvignili, naj se žogica pojavi pod sredinskim kozarčkom. A veste, seveda veste sedaj, pa le pogumno na delo in prepričan sem, da bodo nad vašo novo čarovnijo vsi zelo, zelo, zelo navdušeni. Naslednjič pa spet kaj novega. Petka! Evo, Marli in Tjaša, danes se bomo zopet igrali z baloni. Ja, vidiva. Zopet bomo športno razpoloženi. Aha, Igrali se bomo tako, vzameš balon ja, in v zaporedju, se pravi, 2-krat ga odbiješ s kolenom, ja. potem ga takoj 2-krat odbiješ z roko in zatem še 2-krat iz glavo. In če vse to opraviš v pravem zaporedju, dobiš točko. In kdor prvi doseže 3 točke, je zmagovalec. No, super, Če se pravi če ti vmes pade na tla balon, začneš ponovno. Če si že opravil i s kolenom, pa z roko, pa si skoraj že z glavo, pa je padel na tla, greš spet od začetka. Spet začneš koleno, roka, glava. In kdor prvi to naredi, dobi točko. In kdor prvi 3-krat opravi, dobi zmago. Super. Super, evo, No, velja pa pa fair poskusiva. play, prav? Drugega Seveda. balona se ne smeš dotikati, samo svojega. Prav. In vsak zase šteje točke, prav? Tako. Super, gremo. 3, 4, zdaj. Aha, super. Rabimo kar veliko prostora, ne? Ena, bravo, Marli. Ena je bilo pri meni tudi, ali Ja, kako? super, evo, 1-1, izenačeno. Prav, Super. nisem ravno Nič za to, s nič za to. kolenom, ne? 2. O, bravo, Marli. Ja, super ti gre. Kako naj naredim, če pa mi balkon skozi tep hiti? Ni uspelo. In leti. Aha, sedaj imamo 2-1. 2-1 za Marlija. 3. Ja, bravo! Bravo, Marli, Bravo, Marli. super. Jaz sem imela 2 Ja, in sedaj še enega. Zelo napeto.
A bo uspelo, Tjaši? A bo uspelo še? 2 z glavo? Bravo! Do 3. Evo, oba sta prišla do 3. To pa Super. ni tako lahka naloga Je igra. kar zahtevna. Zelo je dobro, priporočljivo, da imamo veliko prostora, ker ga kar rabimo veliko, ne? Ja. Za to igro. Veliko kondicije in Ja. sposobnosti. Tako je, super. Otroci, poskusite igro še doma. V rubriki Zvezde pod čarobnim dežnikom se nam lahko predstavite vi, otroci in mladostniki. Veseli smo vsakega posnetka, ki nam ga pošljete. Pa si poglejmo današnjo zvezdico. Misli moje so kot veter, tihe in brezskrbne v meni so, in ne morem te pozabiti. Tvoj nasmeh bo vedno tukaj zdaj in sploh ne mine več mi dan, da ne mislim na te. Divje misli stran me odpeljejo, ko daleč si stran. Ne morem si pomagati, vse kar hočem ti si zdaj. Stop in mislim le na te, ko sva sama in vse te čarobne znake. Stop, naj čas se ustavi in naju premami. Tiho, skupaj za trenutek. Stop, nikoli več ista, kot pa včasih. Čisto nikoli več ne. Stop, ne vem, kaj je z nama, ko da kdo čara. Tiho, skupaj za trenutek. Stop, vse, kar mi še gre po glavi, le dotik in te tvoje usnice, le kako naj to pozabim. Zdaj si ti vse, kar želela sem. Malo me je strah, da zdaj živim le za te. Divje misli stran me odpeljejo, ko daleč si stran. Ne morem si pomagati, vse kar hočem ti si zdaj. Stop in mislim le na te, ko sva sama in vse te čarobne znake. Stop, naj čas se ustavi in naju premami. Tiho, skupaj za trenutek. Stop, nikoli več ista, kot pa včasih. Čisto nikoli več ne. Stop, ne vem, kaj je z nama, ko da kdo čara. Tiho, skupaj za trenutek. Stop. Stop in mislim le na te, ko sva sama in vse te čarobne znake. Stop, naj čas se ustavi in naju premami. Tiho, skupaj za trenutek. Stop, nikoli več ista, kot pa včasih. Čisto nikoli več ne. Stop, ne vem, kaj je z nama, ko da kdo čara. Tiho, skupaj za trenutek. Stop. Hvala. V rubriki Zvezde pod čarobnim dežnikom se nam lahko predstavite vi, otroci in mladostniki. Veseli smo vsakega posnetka, ki nam ga pošljete. Pa si poglejmo današnjo zvezdico.
Dragi otroci, če znate tudi vi plesati, peti, igrati na kak inštrument, lepo risati, se voziti po zadnjem kolesu s kolesom ali kaj posebnega, pošljite nam vaš posnetek na našo Facebook stran ali pa na e-mail, ki je spisan tukaj spodaj. In z veseljem vas bomo predstavili v naši oddaji. Leze, leze, polžek počasi. Jaz imam tako rada polžke. Vedno jim pomagam, če ga vidim na cesti in ga odmaknem hitro na travico, da ga ne bi povozil kak avto. In danes bom tudi izdelala svojega, ampak moj bo tak mavričen. Potrebovala bom krožnik, ki ga ponavadi potrebujemo za kak piknik, to je ta papirnat, potem barvni papir. Kot veste, pa rada te koščke, ki mi ostanejo, ko strižem, prišparam, izstrižem na take kvadratke ali pa krogce, spravim v kakšen lonček in zagotovo mi pridejo prav, tako kot mi bodo danes. Potem sem našla tudi to kosmato žičko. Če je nimate, boste seveda lahko izdelali tipalke iz papirja. Imam tudi oko, ki ga bom prilepila. Tudi če ga nimate, ga bomo narisali ali pa izstrigli iz papirja in ga prilepili. In zdaj se bomo lotili. Hišica bo mavrična in bo sestavljena iz teh koščkov papirja. Zato dobro krožnik namažem z lepilom in tu bom sestavila hišico mozaik. Temu, ko zlagamo različne koščke, pravimo mozaik. In danes bo imel naš polžek tako lepo hišico, barvasto, mozaik. Sedaj sem tole s tem lepilom zelo dobro pomazala in zdaj se kar lotim dela in bom takole okrog in okrog polepila s papirjem.
Tara! Ste opazili, da sem lepila tako v krogih, da bo ratal bolj tak spiralast. Tukaj spodaj pa potrebujemo polžkovo telo. In to je tako kot kača telo. Seveda malce drugačno, ni čisto tako. Jaz ga bom kar tako strigla. Naredila sem mu tako glavico na koncu in tega le bom takole gor prilepila. Tukaj dobro namažem, malce naj gleda zadaj kot nek repek ven, drugače pa malo glavica ne gleda ven, drugače pa tukaj dobro namažemo z lepilom, da se bo tale naša hišica prijela. Tako. Ali bo tole dobro? Verjetno mi bo kar všeč. Prilepimo oko. Polžko prilepimo še oko. Tole mi ni preveč všeč, bom vseeno malce takole še odstrigla. In pa tipalke. Jaz sem rekla, da bi sicer tele prilepila zadaj. Bom. Polovička bo dovolj, enega in drugega. In ta dva bom prilepila kar z lepilnim trakom, bo bolje držalo. Obrnem. Strgam lepilni trak in tukaj dobro prilepim. Tako. Kako vam je všeč moj polžek? Meni je kar všeč. Zdaj pa izdelajte še vi svojega in lahko mi pošljete na naš Facebook profil ali pa na naš spletni naslov, ki je napisan tukaj spodaj. Zelo bom vesela vaših izdelkov. Ja, črvi. Jih imate radi? Ni, jaz ne prav zelo, ampak znam pa narediti črva, ki se iz majhnega črvička razvije v velikega, lepega, pisanega črva. Da vam pokažem kako. Potrebujete rolico straniščnega ali drek papirja, lahko pa tudi robček za nos obrisati. In potem takole lepo tesno navijete na, ko imate piknik doma, pa od ražnjiča ostane tole nabodalo, si ga lahko operete in lepo navijete toaletni papir ali robček, ki vam zna tudi nagajati, tesno navijete okrog nabodala. Videli, če mi bo uspelo. Potem pa vzamete flomastre, narišete poljubne vzorce z različnimi barvami. Takole, po vseh straneh. Takole, potem pa ga močno stisnemo in potisnemo na krožnik ali neko drugo podlago. Narišemo še eno oko, drugo oko in sedaj je čas, da črv zraste. Previdno, čisto počasi ga bomo nakapali z vodo.
malo je zrastel, ampak veste kaj? Mislim, da sem ga premalo na tesno navil okrog tegale nabodala. Dajte, poskusite vi doma, pa mi pošljite sličice tegale. Jaz bom pa še enkrat poskusil, pa morda mi tokrat uspe. Mi je že večkrat, ampak saj veste, ko za vas nastopam, imam kar malo treme. Ja, Zopet imamo pred sabo kozarčke. spet. Spet papirnate. Kaj misliš, da nam je Miha pripravil? Kozarčkov? Piknik. O, to bi bilo zelo dobro, a? Ampak ne. Rekel je, da morava sestaviti stol, ampak ne smeva kozarčkov narobe obrniti, ampak morajo biti obrnjeni pravilno. Ta naloga pa bi znala biti še bolj zahtevna. V 1 minuti morava sestaviti, se pravi, Piramido. tako. Okay. S koliko kozarčki pa začneva? Pa jaz mislim, da lahko s 5. Dobro. Dobro? Najprej si jih postaviva 5 ali Ne, bova kar začela? tako. Okay. Ti imaš odštevalnik, kaj Imam. ne? Pa začniva na 3, 4. zdaj. Zdaj. No, pa dajva. Kako bi tole misliš, da bi šlo, a? Joj. Bo šlo. Ja, ne vem, ali bolje, da so bolj skupaj ali bolj narazen. 1, 2, 3, 4, 5. Tole se bo podrla. Morda... Narobe si jih obrnil. Joj. Joj, saj res, ja. Pravilno morajo biti vsi obrnjeni. Aha, takole. Ja, tudi meni se zdi, da tole ne bo prišlo do vrha. Misliš? Tebi se nič ne maje. Ja. Postavila. Če pa... O ja, čakaj. Joj, poglej, vse se podira. Oh, Poskusiva. Morda mora biti pa bolj narazen. O, stop. Sploh nama ni uspelo. Tole bova morala pa še vaditi. In tudi... Kako je glasen tale odštevalnik. Vse nama gre narobe, poglej. Še odštevalnika ne zna ustaviti. No, pravzaprav jaz ga ne znam tole zvač. Dobro. Ali bo šlo? Kaj mu je? Uspelo je. Upam, da bo vam uspel tudi tale piramida, da vam bo uspela iz kozarčkov. Nama. Pa bova morala še veliko vaditi. Nama v tem izzivu ni uspelo prav nič. Ne, prav nič. Dajte še vi in pošljite nam kakšno slikico, da vam je uspelo. Takole pa smo pred izzivom. In sicer, tukaj imamo 3 krožnike, 2x po 2 žlički in en krožnik napolnjen z jušnimi kroglicami. So zelo dobre. Tudi užitne, zelo hrustljave. No, ampak danes ne bomo jedli, ampak bomo kroglice prenašali v krožnike. Torej, v vsako roko vzameš eno čajno žličko in potem naloga je, da prekrižava roke in s prekrižanimi rokami prenašava kroglice v To je pa kar težko, Marli. tale 2 krožnika. Kdor v 1 minuti prenese več kroglic ali pa tisti, ki vse prenese prvi, je zmagovalec. Super, wow. Bo šlo? Ja, to je pa kar za trening. Dobro. Jaz mislim, da je najbolje, da kar začnemo. No, pa dajmo. Moramo prekrižati, ne? Prekrižava roke. 3, 4, zdaj. Zdaj. To bomo pa potem trenirali še jesti takole. Pa vnesti v usta. Jesti bo lažje kot prenašati. Aha, takole, ja, seveda hkrati, a ne? Vse leti. Hkrati, ja.
kako meni ne gre z levo roko. Tudi tebi letijo. To si pa težko nalogo izbral, Marli. Ja, Težek izziv, ampak to je zelo dobro za razvoj obeh možganskih polovic. super. Potem bova pa to večkrat delala. Sploh z levo roko. Ja. Morda zgleda bolj enostavno, kot v Ja. resnici je. Zgleda bolj enostavno, ja? Je kar... Stop! To že dava notri? Daj, Dobro. ste imela že v rokah. Jaz zdaj dela jih ne bova. Ne, ampak mislim, da je tebi bolj tole uspeva. Če prav tale moj krožnik je bolj prazen. Jaz mislim, da... Ne, moj je bolj na kupčku bil, veš, poglej. Ja, Ampak dobro, za trening je to super igra. odlično. Tako da tudi vi doma to poskušate, da boste razmigavali možgančke leve in desne. Lahko si malo možganske telovadbe privoščite pred kosilom, pa takole nadevate kocke kar v krožnike z juho. Tako, da bo za vse kosilo- družinske člane. Da bo kosilo bolj zabavno. Danes imam za vas pripravljeno grško pravljico z naslovom Darilo najmlajši hčerki. Nekoč je živel v vasi velik bogataš z 2 hčerkama. Mož je počasi popolnoma obubožal in nazadnje krošnjaril po ulicah. Nekega dne je zjutraj vstal pa vprašal eno od svojih hčera. Kaj bi rada, da ti prinesem zvečer, hčerka? Ona pa je odvrnila. Uro, zelo jo potrebujem. Potlej se je obrnil k drugi. Ta si je želela cvetlico. In mož se je brž odpravil. Jahal je na konju, saj je bila pot dolga. Bilo je še zgodaj, vendar od jutra do večera ni prodal ničesar, tako da ni mogel kupiti ne ure, ne cvetlice. Pozno zvečer, ko se je že ravnal proti domu, ga je zalotila silna nevihta z dežjem. Mož ni imel denarja niti toliko, da bi šel vedrit in si kupil nekaj hrane. Pustil je torej konja, naj gre kamor hoče. Konj ga je nosil naprej in naprej. Mož je prijezdil na dvorišče neke krčme, razjahal konja in se ulegel, da bi zaspal. Nekako ob 3 ponoči je zaslišal, kako igrajo godala na vrtu, ampak ni videl nikogar. Spet je zaspal, zjutraj se je zbudil, zajahal konja in odjezdil. Spotoma je zagledal cvetlico in spomnil se je, kaj mu je dejala hčerka, pa je šel in jo otrgal. Tedaj je planila nanj neka pošast in mu rekla: Kaj ni dovolj, da si jedel in spal, zdaj bi rad še cvetlic? Povej, kaj boš počel z njimi. In mož je povedal svojo zgodbo. Tedaj reče pošastnež: Pripelji mi deklico, sledil ti bom in če je ne privedeš, te požrem. In mož res gre po hčerko in jo privede v gostilno. Tam jo pusti in odide. Ko je sonce zašlo, je deklica zagledala pošastneža. Ta je stopil k njej in rekel: Ne boj se, ne bom ti nič storil, nič hudega. In nobene ni več zinil, ampak se je kar pobral. Ob 3 se je spet začela godba, toda nikogar ni bilo nikjer videti. Čez mesec dni je videla deklica v sanjah, da se njena sestra moži. In ko je zjutraj vstala, je povedala to pošastnežu. Ta je dovolil, da za dan ali 2 gre lahko na svatbo, na poti je dal tudi kupe denarja. Deklica je odšla, toda namesto 2 dnevov je ostala kar 3, ker ji sestra pač ni pustila oditi. Vrnila se je šele 3. dan, toda v 3 dneh ni bilo ne godbe, niti česar drugega. Drugo jutro je deklica vstala, šla na vrt in našla pošastneža v predsmrtnih krčih. Objame ga in poljubi, pošastnež pa se pri priči spremeni v kraljeviča. In tako sta se poročila in živela srečno do konca svojih dni.
Zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem na